Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Anže Logar še ni ustanovil nove politične stranke, vi pa gledate politično najbolj korektno oddajo slovenskih televizij. Cel svet na mundialu, mi pa doma. Selektor naše nogometne reprezentance je finale svetovnega prvenstva komentiral v studiu nacionalne televizije. Daljnega leta 2010 se je Slovenija zadnjič uvrstila na samo prvenstvo. Se bomo še kdaj? Sedaj pa se lotimo 59. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali katarski mesija, vse o zakulisju svetovnega prvenstva v nogometu. Argentina in Messi sta trpela in končno dotrpela. Vse o katarski pravljici nam bo povedal naš posebni gost, športni oziroma nogometni novinar Športkluba Rok Višković. Rok, dobrodošel v Faktorju. Živijo, lep pozdrav. Rok, veliko ljudi pravi, da je to bilo najboljše svetovno prvenstvo v nogometu do sedaj. Me zanima tvoje mnenje, a to sploh lahko damo tako oceno, koliko je taka ocena lahko realna in pa seveda predvsem, če se ti z njo strinjaš. Ne, jaz daleč od tega, da je to bilo najboljše svetovno prvenstvo do zdaj. Je bil pa finale, pa nedvomno, verjetno kar najboljši, mislim, da brez debate. Pa čeprav je kazalo več ali manj 3/4 tekme, da bo to mogoče celo najbolj nezanimiv finale. Na koncu pa je spadalo fantastično. Verjetno marsikdo tudi zaspal do tiste 78. minute in pa tega prekrška za 11 metrov Otamendija. Potem pa Mbappé z 11 metrov in pa 97 sekund kasneje še tisti fenomenalen gol za 2:2. Potem je pa taka drama se razpletla, tudi največji režiserji grozljivk in srhljivk ne bi znali verjetno spisati. Ja, absolutno. Rok, zdaj vemo, Katar je na nek neobičajen, da tako rečemo, način prišel do organizacije tega svetovnega prvenstva. Veliko je bilo polemik o tem, kdaj se bo sploh igralo. Na koncu se je tudi igralo prvenstvo v nekem neznačilnem terminu, se pravi ne po koncu sezone junija, ampak zdaj praktično sredi že naslednje sezone novembra oziroma decembra. Kaj ti zdaj iz perspektive tega, da je prvenstvo že zaključeno, praviš na vse to? Ja, prvenstvo je zagotovo eno najbolj kontroverznih v zgodovini. Že tistih 12 let, kar tistega decembra, se je Blatter, zdaj že nekdanji predsednik FIFA, iz tiste kuverte potegnil list, na katerem je pisal Katar, se je vedel, da bo tako in natanko tako je bilo. Po tistem uvodnem šoku in pa kritikih strani predvsem zahodnih medijev je potem prišlo do 10-letnega ali pa še več zatišja in pa seveda v mesecih pred Katarjem se je pa potem spet začelo. Na eni strani smo imeli pro-katarske medije, ki so svoje trobili, na drugi pa ta zahodni svet ali pa ne vem, tudi Saudska Arabija, Izrael in ostali, ki so pa seveda proti njim. Verjetno je marsikaj res, marsikaj, kar smo pa tudi videli, pa tudi ni. In sploh danes v dobi tega interneta, ko je ta informacijska doba na najvišji ravni, kar je kadarkoli bila, in s temi fake newsi jih je bilo parkrat konkretnih, ki se jih je videl že, kot pravimo, iz aviona. Recimo ne nazadnje tudi v dneh pred začetkom svetovnega je prišla ta informacija, da je Ekvador podkupljen, da izgubi tekmo s Katarjem, kar je potem po tisti 3. minuti, ko je Ekvador celo povedal, pa je VAR razveljavil gol. Verjetno se marsikdo na te besede oziroma zapise spomnil, na koncu se je skazalo, da je Katar izpadel brez točke in en gol je zabil, to je to daleč od napredovanja, tako da v tem primeru se je skazalo za neresnico. Potem je bilo še par neresnic očitnih, kot je, da so nedovoljene te zveze, afere za en dan, se pravi po angleško one night stand, da grozi celo 7 let zapora v tem primeru, potem celo te vejpi, ki so zdaj vse bolj priljubljeni namesto cigaret, ne bi bili, zaradi njih ne bi celo lahko v zaporu prestal, pa seveda verjetno vsi vemo, da to ni res. Kaj je zdaj s temi številkami umrlih delavcev, migrantov,
v času gradnje teh 8 oziroma 7, mislim, da ne, en je bil že prej, stadionov, nikoli ne bomo zvedeli. Na eni strani imamo informacije o 5, 6, tudi 10 tisoč smrtih, na drugi pa o 2, 3, tako da verjetno je resnica nekje vmes, čeprav če v tem primeru nekje vmes je tudi še zmeraj zelo hudo. Ne bi pa tako gledal samo čez oči teh medijev, ki so nam servirali, ki so nam malo bližje, se pravi Guardian, oziroma britanski mediji, ameriški mediji, tako da mislim, da marsikaj ni bilo res, da je marsikaj bila predvsem propaganda, je pa marsikaj zagotovo bilo tudi umazano, ker bomo pa verjetno šele v naslednjih letih izvedeli. Nenazadnje zdaj tudi podpredsednica Evropskega parlamenta morala odstopiti zaradi vpletenosti od 22 teh delegatov, ki so zbirali organizatorja tega svetovnega prvenstva, jih je samo še 6 v nogometu, kar dovolj pove. Ja, to res veliko pove. Rok, mene je malo presenetilo, moram priznati, da pač pred prvenstvom, praktično do dneva, do začetka prvenstva, tako kot si rekel, so bile te novice negativne, da tako rečem, v ospredju, potem pa, ko se je prvenstvo začelo, pa nekako ne več. Je tudi tebe to presenetilo, oziroma je to še en dokaz več, da ko se začne svetovno prvenstvo, nogomet postane ne samo najpomembnejša postranska stvar na svetu, ampak dejansko najpomembnejša stvar na svetu? Ja, hitro se obrne. Ne, niti me ni presenetilo, sem nekaj takega pričakoval, ker na koncu je vseeno nogomet najbolj pomemben in zaradi nogometa smo tudi vsi zdaj buljali v te televizije, nekateri so imeli tudi to srečo, da so bili tam zraven, tako da ne. Mogoče še na začetku, ko je bil ta nogomet malo slabši, mogoče še kaj si zasledil, potem pa, ko smo pa spremljali te drame, ki so se odvijale na zelenicah, se pa hitro pozabi, sploh pa pač današnji svet je tak, da ima spomin samo za en dan, potem gre pa hitro naprej, pozabi se, kar je bilo, pozabi se še kaj je bilo včeraj, kaj pa šele ne vem, kaj je bilo pred 12 leti, ko se je to zbiralo. Hkrati pa tudi, ne vem, ko sem se s temi kolegi novinarji kakšnimi pogovarjal, karkoli sem prebiral, organizacija na vrhunski ravni in pa verjetno tudi veliko teh stvari, ki so bile, kot sem prej govorila, omenjene, jih ni se izkazalo za resnično. Verjetno je marsikaj bilo pretiravanje, ker vemo pa, da vseeno je bilo tukaj spet večina teh zahodnih medijev prav proti katarsko usmerjenih, ki bi verjetno vsako malenkost iz nje naredili, kot so nenazadnje želeli tudi z nesrečno smrtjo tega novinarja ameriškega. Zelo hitro se je obrnili na to, na neke indici so bili, da stoji Katar za tem, pa se je potem izkazalo, da verjetno ni bilo prav velike resnice o tem. Tudi preiskava je pokazala, tudi njegova žena je potrdila, je pa seveda to tragedija in ta novinar je res bil ni bil kar en, ampak je res bil en od glavnih v Severni Ameriki za nogomet, res priznan, tudi knjigo napisal, bil zraven marsikje, veliko je naredil za nogomet v Severni Ameriki. Ja, absolutno. Zdaj, če pogledava, Rok, če se ne motim, je zdaj rezultat Evropa, Južna Amerika, z drugih kontinentov še nismo imeli zmagovalcev svetovnega prvenstva 12-10. Zdaj tretji naslov Argentincev, Francozi so ostali pri 2. Si ti recimo pričakoval, verjetno nisi mogel napovedati, ali pa si boš povedal, recimo polfinaliste, se pravi Hrvaška, Maroko, pa na drugi strani pač Francija, pa pač Argentina. Si recimo pričakoval, da bodo neke reprezentance, ki mogoče, če bi bilo prvenstvo kje v Evropi, jih ne bi pričakovali v ospredju, da so potem tu pa vseeno prišle v ospredje? Pa ni me nekaj presenetilo. Jaz sem tudi na neki interni stavnici tudi celo stavil, da bo Hrvaška svetovni prvak, to bolj v šali kot zares. To si bil blizu v bistvu. Blizu sem bil, ja. So kar malo gledali potem, kaj je tam, ampak ne, to je bilo malo bolj v šali, ampak ja, ne, ta Hrvaška se mi je zdela precej celo boljša, kot je bila ta 2018. Je pa res, da in takrat imela nekaj sreče, letos mogoče še bolj. Bi celo rekel, da so me Hrvati v smislu igre malo razočarali. Zdaj, dobro,
selektorju, ki je dvakrat bil v polfinalu svetovnega prvenstva v 4 letih, težko karkoli očitaš, ampak po igri, ne, recimo zelo se podarja ta njihova zvezdna vrsta Modrić, Brozović, Kovačič, ki je res vrhunska, ampak če pa mi pogledamo, kaj so oni naredili, se pravi, kot zvezdna vrsta, ki gradi napade, zelo malo, ne. Selektor je sicer, kot se zelo hitro zgodi, na koga pokaže s prstom, v tem primeru na napadalce, ampak te napadalci, zdaj ne vem točno, ampak mislim, da so dali 4 gole, kar ni malo iz praktično mogoče 6 priložnosti. Tako da v tem smislu me je celo Hrvaška razočarala, je pa seveda polfinale in na koncu 3. mesto fenomenalen rezultat, ki bi ga mi Slovenci, kot so prej omenjala, takoj podpisala. Maročani, vsi so govorili o teh afriških reprezentancah, da bojo nekaj več naredili. Na koncu se je skazalo, da so, jaz bi mogoče bolj te Črno Afriko, če se lahko izrazim, sem mogoče bolj pričakoval, nekje blizu pa je spet ni bilo. Maroko pa, če gledamo te igralce, ki igrajo, ni presenečenje, hkrati pa vemo, da je tam Vahid Halilhodžić še tretjič tik pred svetovnim ostal brez prvenstva, pač trmasta glava. Tako da ta pretres nisem pričakoval glede tega pretresa, zaradi tega pretresa, da bo potem šlo tako daleč, ampak na koncu je. Zdaj pa ja, Francijo, mislim, da smo kar vsi pričakovali nekje visoko, Argentino tudi, čeprav nihče pa ne bi rekel po tistem šokantnem porazu na začetku, da bojo šli tako daleč. Da bojo šli prav do konca, ja. Predlagam, Rok, da si vzameva krajši premor, ampak ne nam vid, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem. Zakaj je Lionel Messi dvignil pokal ravno v Katarju? Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še zmeraj naš posebni gost, odlični športni novinar Rok Višković iz Šport kluba. Pogovarjava pa se o tem, zakaj je Lionel Messi dvignil pokal ravno v Katarju. Rok, preden so šla na krajši premor, so ostala tam pri polfinalistih, ne? Zdaj, finale Francija-Argentina si že omenil na kratko, ni bilo neko posebno presenečenje, ampak po drugi strani pa Argentina je prvo tekmo proti Saudski Arabiji izgubila, ne? Navajeni smo že bili iz prejšnjih prvenstev, da imajo zmerom zelo visoka pričakovanja, pa nekako niso uspeli priti do cilja. Na tem prvenstvu pa jim je vendarle na koncu uspelo in to celo po finalni zmagi nad Francijo, ki se je tudi med samim prvenstvom večkrat zdela nepremagljiva. Kako bi ti zdaj, ki spremljaš in to pot argentinske reprezentance, ne samo na tem prvenstvu, tudi na prejšnjih, pa seveda tudi to kariero Lionela Messija, kako bi ti ocenil zdaj ves ta pritisk, ki je moral biti na Argentincih in posebej na Messiju in ki so ga morali zdržati, zato da so končno pač dvignili ta toliko želeni pokal? Ja, jaz sem velik pristaš Lionela Messija, tako da sem z razpletom zelo, zelo vesel. Lahko rečem, da sem tudi jaz trpel z Argentinci, ko sem spremljal te tekme. Po uvodni tekmi res velik šok, nihče tega ni pričakoval. Hkrati je pa treba povedati, da se tudi na tej, tako kot pravijo, s temi floskolami v nogometu zgodil nogomet na tej prvi tekmi, ker če bi to tekmo z istim potekom ponovil še 100-krat, sem 99%, da bi Argentina na 95 tekmah zmagala. Uvodnih 10 minut bi lahko bilo že 3-4-0, 2-3 razveljavljeni goli. Mislim, da te expected goals, to je ta metrika statistična, ki je vse bolj uveljavljena v športnih medijih oziroma v športnih debatah, se pravi pričakovani goli glede na strel, glede na težino strela, glede na položaj, so imeli, zdaj z glave govorim, Argentinci na tej tekmi 3,5, se pravi Arabija Saudska je imela pa mislim na 0,19, če se si prav zapomnil, se pravi potek tekme, ki je šlo vse na roko nasprotniku Argentincom, prav nič. Potem pa, ko so se pobrali proti Mehiki s fenomenalno igro, recimo tudi Messi je že na prvi tekmi zelo, zelo dobro igral, potem druga tekma
s tistim fenomenalnim zadetkom z asistenco. Na tretji tekmi je falil 11 metrov, ko je spet malo nam prestašom njegovim srce zastalo, Ja. ampak je tudi na tisti tekmi, ki je spet končala se z zmago Argentincev 2:0, je tudi v igri blestel. Tudi po teh nekih statističnih, ki ne upoštevajo samo golov in asistenc, je bil celo, mislim, da najboljši igralec tekme, potem pa je izločilni deli pa tako dominantno prvenstvo v izločilnih delih, verjetno samo še ta Diego Maradona leta 86. Na vsaki tekmi je zadev, na nekaterih še asistiral, igral fenomenalno. Neverjetno pa je, kaj se je po tem, kar smo že omenila, zgodilo še potem proti Nizozemski, ki je bila zelo podobna tekma kot ta spektakularen nedeljski finale. Se pravi, 2:0 vodiš, tekmeca ni nikjer, potem pa z enim slučajnim, v narekovajih, z enim slučajnim golom se kar naenkrat v sekundi znajdeš v težavnem položaju in tekmec izenači po vseh nekih logičnim razmišljanju, je v veliki prednosti psihološki. In potem pri 11 metrov, ko greš naprej, da ne govorim pa to v finalu, to je bil pa en tak vrtiljak čustev, tudi če pogledamo mimiko telesa nekaterih argentinskih igralcev, ko je Mbappé drugič zadev, to, če ne bi bilo zelo hitro, se pravi premora pred podaljški, bi verjetno Francija skoraj zagotovo dala še kakšen gol, ker Argentina je bila na tleh. Potem ne vem, kaj se je zgodilo v tistih 5 minutah, ker potem v podaljšku je bila spet veliko boljša in pa potem 11 metrov, ker je pa pač, kot pravimo, loterija, ampak tukaj je bil seveda junak vratar Argentine Martinez, ki je bil junak, ne smemo pozabiti, že tiste 123 minute, ko je branil 100% šanso in na koncu zasluženo po vsem, kar je Messi doživel v tem argentinskem dresu, po vsem tem, da ni imel te krone samo zaradi tega svetovnega prvenstva, hkrati je bil pa v 4 finalih južnoameriškega pokala, v finalu svetovnega prvenstva, enkrat je po podaljški izgubil, dvakrat po 11 metrovkah. Mislim, da si je tak nogometaš, kot je on, to zaslužil. V mojih očeh je bil že predtem najboljši vseh časov, zdaj pa mislim, da je razorožil vse tiste, ki pravijo, da temu ni tako. To sem te ravno hotel vprašati, Rok. Misliš, da je zdaj končno konec te debate, okrog Messija? Zdaj, če pogledamo to fotografijo, ki jo mimogrede na družbenem omrežju Facebook objavil tudi pač Jürgen Klopp, se pravi trener Liverpoola. Zdaj, misliš, da je zdaj konec te debate okrog Messija, ali se bo po tvoje še nadaljevala? Je on pač zdaj najboljši? Zdaj težko skozi obdobja primerjamo, ampak vendarle, to, kar si naštel, je impresivno. Mislim, meni zdaj, kako gledamo na to debato, v mojih očeh že samo, pa še najmanj zaradi golov in asistenc, ampak zaradi njegovega dojemanja prostora, zaradi njegovih, on je dejansko, z žogo ti lahko narediš, se pravi, zabijaš gol, podaš asistenco ali pa preigraš nasprotnika, on je že 15 let vsako sezono med prvimi tremi po vseh statistikah, v vseh teh pravinah, ne malokrat je bil pa tudi prvi. Zdaj pa, če gledamo samo to Maradona-Messi debato, meni ni jasno, kako je lahko sploh to debata. Maradona je tisto 86 prvenstvo, ki ga je odigral na Messijevem nivoju, oziroma je Messi odigral na Diegovem nivoju letos, potem pa ostalo on z reprezentanco nič ni naredil, on je razočaral, Copa America, nikoli niti blizu naslova. Če gledamo številke, totalno na Lionelovi strani, da ne govorimo pa o klubski karieri. Pač tistih 5 let neapeljskih Maradone, ki so zdaj z distanco 30-40 let mistificirane do neba. Človek ni več kot 23 golov dosegel v Evropi, Messi jih je 50 samo španski, Maradona v pokalu državnih prvakov ni prešel dlje kot do osmine finala, najdlje enkrat v eni sezoni, ko ga je potem moskovski Spartak izločil. Na drugi strani pa govorimo o kralju, enem od 2 kraljev lige prvakov, z vsemi možnimi lovorikami, in individualnimi in ekipnimi, in jaz ne vem, kje bi ta debata zdaj končana, zagotovo lahko je, ampak verjetno te, ki so proti oziroma se ne strinjajo s tem, bojo še zmeraj kakšen argument ohranili, ampak trenutno jim ostane samo to, da je Messi ni bil evropski prvak. Težko rečemo, to bi težko bil, ampak težko tudi rečemo, da se je Messi recimo šlepal na tem prvenstvu na uspehu ekipnem, brez njega, kot si že sam lepo opisal, ga gotovo ne bi bilo. No, ampak rekel si pa tudi eden 2 kraljev lige prvakov,
Po drugi strani pa dosti manj, ko bi rekel, simpatična, posebej brez srečnega konca, pa zgodba Cristiana Ronalda, ne. Končal celo na klopi in na koncu pač Portugalska je spadla proti Maroku, ko so verjetno pač pričakovali, da bojo šli naprej. Kako pa recimo ti to Ronaldovo zgodbo na tem prvenstvu, pa tudi sicer vidiš? Ja, v resnici je žalostna zgodba, da tak velikan na tak način zaključi kariero na najvišjem odru, največjem odru. Po drugi strani si je pa marsikaj verjetno sam kriv s to željo, da bi bil še vedno tak, kot je bil, da bi se vse okoli njega vrtelo, ampak nažalost ni več tako. To najprej dojel na Old Traffordu, sedaj pa še v Katarju. Se vemo, že na tem prvenstvu od tistega gola Bruna Fernandeša, ki si je prizadeval, da bi ga dobil, do ko ga je selektor zamenil na tretji tekmi skupinskega dela, jezno odvihral z igrišča, dal vedeti, da mu to ni niti najmanj po godu. Skratka, na vsakem koraku je tako kot že zdaj, čez celo kariero, dal vedeti, da je samo on in on. Poglejmo recimo samo 11 metrov, koliko, če se kdo spomne, bi ga zelo rad slišal, pa ne se javi kjerkoli, da je Cristiano kdaj kakšno 11 metrov prepustil soigralcu, medtem ko vemo, Lionel pa ne vem, še marsikateri igralec je pa že marsikdaj to naredil. Že to je eno sporočilo, ki marsikaj pove. Hkrati pa jasno, velikan, neverjeten nogometaš in tudi verjetno zaradi te želje, da bi vsako sekundo bil boljši, to, kar je pač velikan in zagotovo v debati za najboljšega vseh časov ima svoje argumente. Zdaj, na koncu se je zdelo, ne, da za Argentino pa za Messija navija praktično ves svet, razen mogoče Francozov, ne, če se malo pohecam, tudi Brazilci, čeprav so to neki večni rivali, Argentinci in Brazilci, ne, se pravi Messijevi nekdanji in soigralci in tako naprej iz Brazilije, vsi so nekako želeli, da on pač osvoji ta pokal. Zdaj, nekateri so pa tudi rekli, ki so že prej omenjala teorije zarote, ne, da je bilo itak vse nastavljeno tako, da se ta pač pravljica Argentine na tem prvenstvu konča s tem, da Messi končno dvigne pač ta pokal. Kako si ti videl zdaj to celotno zgodbo? Je to pač, misliš, da je res pač hote ali ne hote bilo tukaj vse nastavljeno za to, da Argentina pride do konca, ali vendarle je bilo zaradi tega jim še bistveno težje? Zagotovo je bila ta želja, ki si jo tudi sam izpostavil, se je čutila že pred prvenstvom, med še toliko bolj in nenazadnje tudi organizatorji je bilo tako pripravljeno vse, da če je Argentina prva v svoji skupini, Argentinci so dejansko petič v finalu že igrali na tem glavnem stadionu, na katerem je bil odigran tudi finale, Francozi šele prvič. Se pravi, želja organizatorjev je bila, vse je bilo tako nekako napeljano, da Messi bo prvak, da bi pa imel kakšno sodniško izrazito pomoč, pa jaz ne bi rekel, da je temu bilo tako. Čeprav kakšne odločitve so delovale v prid Argentini, nenazadnje so imeli 15 metrov, na poti do finala, eno je Messi zgrešil, 4 je zadev, oziroma 6 v 7 jih zadev, če štejemo še pač po podaljških 13 metrovkah. Tako da imajo te ljudje, ki to teorijo zagovarjajo, zagotovo neke argumente, ampak po prikazanem pa mislim, da je Argentina na prav vsaki tekmi nadigrala svojega nasprotnika in če ne že nadigrala, pa bila boljša od njega in na nobeni od teh tekem ne moremo reči, da ni bila boljša in da ni zasluženo zmagala, hkrati pa da ni vedno bil ravno Lionel ta glavni oziroma pač najboljši igralec. Hkrati se pa tudi videlo, jaz še nisem videl, da bi ne samo, pustimo zdaj te medije, navijače, širšo javnost, predvsem kakšno željo so imeli soigralci, to se na vsakem koraku, v vsaki potezi videlo, da so res vsi igrali zanj, da si še mogoče bolj privoščili njemu kot samim sebi in na koncu se ni moglo razplesti drugače, kot je bilo in mislim, da je tukaj bilo pravici zadoščeno. Zdaj, ko si že omenil Rok, sojenje, ne? Zdaj, kaj pa praviš na sojenje? Recimo celo v finalu, ki je bilo v vseh ozirih epsko, ne, glede na razplet in potek tekme in tako naprej, tudi na zelo visokem kakovostnem nivoju, kot si tudi sam že dejal v prvem delu oddaje, ampak vendarle tudi tukaj, ne, smo potem v analizah sojenja po sami tekmi lahko pač zasledili analize, da prekrška za prvo 11 metrovko Argentine ni bilo,
pa da je pred drugo 11-metrovko Francije pač igral francoski igralec z roko v kazenskem prostoru Argentine. Kaj bi ti rekel na sojenje, glede na to, da smo imeli pač zdaj to prvenstvo, ki je bilo v celoti, da tako rečem, pod nadzorom VAR-a, kaj ti praviš na vse to? Če se ustava oziroma začneva pri tem finalu, kjer je bilo konec, po vseh nekih strokovnih ocenah si je Poljak Marčenjak zaslužil kar visoke ocene. In tudi jaz bi rekel, da je se izkazal, dobro, tukaj v današnjem modernem nogometu s tem VAR-om ni vse samo od njega odvisno, ne, določene zadeve bi ga lahko, če bi naredil oziroma če ne naredi napako, tudi VAR upozoril, ampak ne, jaz mislim, da je vse bilo pravilno dosojeno. Edina ta zdaj zadeva, ki jo je ekip dan po finalu spravil javnost iz pravilnika FIFA, da če je še kakšen, se pravi 11. ali 12. igralec ekipe na igrišču, da je gol ne sme veljati. Tukaj se je zgodilo, da je pred to zgrešeno priložnostjo Martineza, seveda te rezervisti, ki so bili vsi na trnih ob igrišču, sta dva skočila za 1 meter na zelenico in verjetno, če so ta pravila, nisem zdaj šel prav gledati, ampak gledati, da jih je ekip citiral, verjetno so resnična. Bi to v teoriji mogel biti razveljavljen gol, samo pri zdravi pameti se pa verjetno vsi strinjamo, tudi tisti največji navijači Francije, da bi bil to nek presedan in paradoks, tako da kar se tega tiče, mislim, da ni bilo nekih napak. In da je bilo v finalu sojenje super, predtem je pa kar bilo enih par odločitev, ki so bile mejne, ki so bile mogoče tudi napačne, ampak danes v tem nogometu, ko se secira res dejansko vsako zadevo, ko je vse pod kamerami, je verjetno skoraj težko, pa še ko so tudi pravila, tako da si jih lahko vsak malo po svoje razlaga, je to nekaj pričakovanega in ne bi nekaj sojenja izpostavljali kot slabega ali pa dobrega na tem prvenstvu. Zdaj, ko smo že pri sojenju, Slovenci nismo sodelovali razen preko pač naše sodniške ekipe, na čelu z Slavkom Vinčičem. Kako pa ti njihov nastop ocenjuješ, si mogoče pričakoval, da bodo več tekem odsodili? Ja, jaz sem pričakoval, da bo še kakšna več, ampak ker tudi se mi zdi, da na tej tekmi, ki so sodili, so dobro opravili svoje delo, ampak očitno sem drugi videl drugače, tako da nažalost nismo bili malo bolj prisotni. Upam pa, da na naslednjem svetovnem ne bo sploh oziroma ne bomo debatirali o tem, ker nam bo zato skoraj da vseeno, ker bo seveda Slovenija zraven, upam. Ja. Mogoče ravno zato, ker je Argentina izgubila, se je to nesrečo, da jih potem ni bilo več. Ampak evo, ko že govorijo o naslednjem svetovnem prvenstvu, zdaj povsem nekaj drugega, kar smo zdaj videli v Katarju, se pravi prireditelji ZDA, Kanada, Mehika, vsi tudi udeleženci tega svetovnega prvenstva. Kaj misliš, da nas čaka čez 4 leta? Ja, najprej bo treba sploh še videti, kakšen bo sistem. Zdaj na tem svetovnem jih je bilo 32 reprezentanc, zdaj v želji po čim večjem zaslužku, moramo vedeti, da FIFA je edini produkt, ki res polni blagajno, je svetovno nogometno prvenstvo, medtem ko Liga prvakov oziroma UEFA ima z Ligo prvakov to vsakoletno, plus potem še na 4 leta evropsko prvenstvo. Tako da 48 ekip, zdaj nekateri so že tu potem v prvem krogu letošnjega svetovnega prvenstva, ko so te močnejše reprezentance zlahka odpravile te manjše, začeli vihati nos, kaj še le bo čez 4 leta, ampak smo že zelo hitro potem v drugem krogu oziroma prvem krogu, prvem ali drugem tekmovalnem dnevu, že zelo hitro smo pa potem v 3., 4., 5. in naprej videli, da se dogaja velika presenečenja, da igrajo nogomet vse boljši tudi marsikje drugje, tako da jaz se veselim tega prvenstva, te barvitosti, ko bo še več afriških, predvsem afriška celina in azijska bo pridobila 4 ali 5 novih udeležencev, Evropa gre z 13 na 16. Bomo pa še videli, kakšen bo sistem. Zdaj zaenkrat ne bi bilo zastavljeno 16 skupin po 3 ekipe. Iz vsake skupine naj bi šle 2 reprezentance naprej. Sem tukaj recimo ena lepa, en plus tega oziroma lep spomin tega prvenstva so bile prav te drame v zadnjih tekmah, ko se igrajo 2 skupaj. Sploh tista skupina s Kostariko, ko je Kostarika tistih 5 minut, ki jih bodo verjetno sanjali Kostaričani še 50 let, bila 5 minut so bili naprej, tako naprej. Tega zdaj v tem sistemu ne bo.
Zdaj, ali bojo sistem zamenjali, ali bojo pa kot je ena nora ideja, da ne bi v skupinskem delu celo pred tekmo izvajali 11-metrovke in potem v primeru remija tista tista reprezentanca, ki je zmagala v teh 11-metrovkah, dobi 2 točki, se pravi poraženka v 11-metrovkah pa samo eno, tako do zdaj. Bomo videli, ne? Potem so pa še ideje, mislim, da 2 dela po 24 reprezentanc, se pravi kot neka NBA, zahod, vzhod, oziroma levo in desno krilo, po katerem bi se potem iz skupin ne izločile, pa potem šele v tem finala dobili zmagovalca. In pa še par sistemov je to, pa mislim, da bo zdaj januarja ali to leto, naslednje leto, bo pa padla odločitev še v tem sistemu, no, kako bojo ugotovili, kaj je najbolje. Jaz se tega prvenstva veselim. Že tretjič bo v Mehiki, ne? Drugič v ZDA in pa prvič v Kanadi. Tako da upam, da pozdravim tam, no, predvsem potem v izločilnih delih, pa potem v finalu v New Yorku, ki je eno od mojih najlepših mest. Če ne drugega, bom pa kot turist šel tja. Ja, super napoved, po moje se vsi tega veselimo. Rok, predlagam, da se zdaj pogovoriva še malo o slovenski nogometni reprezentanci, ne. Če pogledamo naše sosede Hrvate, res je, da jih je približno 2,5-krat več kot nas, če štejemo še Hercegovino zraven, ampak vendarle oni pač vsakič praktično najmanj v polfinalu pač svetovnega prvenstva v nogometu. Tudi sedaj so predstavili, da tako rečem, svetovni javnosti neke nove, mlajše igralce, Joško Gvardiol v obrambi, ne, pa mogoče vratar Livaković, ne, če tako pogledava, Mislav Oršić je pred leti igral tudi za Celje. Slovenija je seveda daleč od vsega tega, ni, da bi zdaj mi tekmovali s Hrvaško, ne, pa se zdaj 3-krat zapored uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, ampak vendarle 2010 smo se nazadnje uvrstili na svetovno prvenstvo, 12 let že ne, zdaj čez 4 leta bo spet svetovno prvenstvo. Kako blizu oziroma daleč je po tvoje Slovenija od svetovnega prvenstva? Ja, najprej, žalostno, da že toliko dolgo časa ni zraven. Zdaj, Radenko Mijatović je na zadnjih volitvah, ko je bil izvoljen, sicer nejasno, ampak je pa, ker na NZS zelo redko slišimo neko postavljanje ciljev, ker postavljanje ciljev seveda pomeni tudi prevzem odgovornosti, če ciljev ne izpolniš, ampak je nekako malo sramežljivo rekel, da zdaj bi pa že počasi v naslednjih 2 ciklih moglo priti to veliko prvenstvo, ki ga v njegovem mandatu še nismo doživeli. Tako da v bistvu je to druga šansa in zadnja šansa, da se udejanijo te njegove želje. Ja, jaz sem optimist. Zdaj tudi Matjaž Kek je edini selektor v zgodovini slovenske reprezentance, ki je preživel v narekovajih 2 cikla neuspešna, ne. Zdaj, dobil je še enega, sicer je bil zelo blizu odhoda. Na NZS je bilo kar, po mojih informacijah, kar vroče in je bilo že odločeno, da bo šel, pa potem s tem preobratom v Ligi narodov so se obrnili, tako kot to počnejo, pač po utripu javnosti in je ostal. Matjaž Kek, dokazan selektor, dober trener. Zdaj pa to, kar smo pa zdaj pokazali, pa mislim, da sem optimist, ampak je bilo že parkrat zdaj v zadnjem obdobju podobno, da so bili neki impulzi, ki so pokazali na bolje, pa smo potem bili spet razočarani. Sam sem optimist predvsem zaradi teh mladih fantov in mogoče predvsem zaradi enega, ker nam mogoče tudi manjka ta drznost, seveda govorim o Benjaminu Šešku, ker da ti to delaš, ker on počne z 19 leti kot nek nov obraz v družbi fantov s 50 in več nastopi, da ti po 10-15 golih rečeš za Salzburg, da si še boljši od Haalanda, da boš še boljši. To je ta neka pozitivna drznost, ki je dobrodošla sploh v ekipnih športih oziroma na splošno v športu in hvala Bogu, da je tako in jaz mislim, da sem optimist ravno zaradi njega. Potem imamo pa mi še enega Jakob Viola, ki je še zelo mlad, pa že izkušen, en boljših branilcev italijanske lige. Imamo Jana Oblaka, ne bom niti komentiral, ker bo izgubljala čas, in pa še kup fantov za njimi. Edino, kar mi mogoče manjka, nek vezist tipa Kevin Campbell, ki pa hkrati je na voljo, ampak ni, zdaj verjetno že prepozno, ampak on bi še kako prav prišel, pa bi si pa skoraj drznil roko v ogenj, za to, da bomo prišli na svetovno. In grede, ko smo ravno pri vezistih, Rok, ti verjameš tem nekim govoricam oziroma novicam, da se Real Madrid zanima za Sandija Lorića? Ne, jaz mislim,
Zdaj ne vem, iz kje je to prišlo, ne, ker se marsikaj se pojavlja, ampak tukaj je bila pa, če se ne motim, v Gazeti dello Sport, ne, tam verjetno vseeno neki bolj relevanten medij, relevanten novinar, tako da iz tega vidika mogoče še pomisliš, ampak ne. Mislim pa, da Sandi Lovrich mogoče nekoč, samo trenutno pa niti po temu, kakšen status ima v nogometu evropskem, niti ne vem, ni on, recimo Šeško, ki se ga je povezovalo s temi res super mega klubi. Tukaj govorimo o fantu, ki je 18-19 let star, ki ima neverjetne fizične predispozicije in tudi psihološke, ne nazadnje, da bi pa en Real Madrid za Sandija Lovriča, zdaj pa ali je to, ne vem, kakšna ozadje, vemo, da če se te enkrat ali pa dvakrat omeni v kontekstu kluba v Real Madrid, cena poskoči zelo hitro iz, ne vem, v njegovem primeru 5 na 10-15 milijonov, v primeru nekoga drugega iz 40 na 80, ampak ne, bi bil ne presenečen, ampak šokiran. Prej bo Slovenija svetovni prvak, kot pa bo on zdajle iz Udinezija prestopil v Real Madrid. No. Ja. Mogoče pa oboje skupaj se bomo videli. Je pa verjetno ni skrivnost, ne, ti nisi eden največjih zagovornikov Matjaža Keka na mestu selektorja, ne? Ali se motim? Ne motiš se, pa ne, da bi karkoli imel proti njemu. Jaz prav s ponosom, tudi ko sem šel delati reportažo v Reki, kako ga ljubijo, kakšen pečat je on tam pustil. In ne nazadnje, tudi v Sloveniji, seveda govorimo o letu 2010, tako Slovenijo, kot je bila takrat moderna Slovenija, Slovenija, ki se ni bala nikogar in Slovenija, ki je bila res sekunde, milimetre oddaljena od tega, da bo nastopila v izločilnih bojih. Tudi Slovenija, ki je prvo zmago prinesla na velikih tekmovanjih. Ampak ne, to, kar je pa zdaj pokazal, razen zdajle v zadnjih mesecih, je pa vse pod vsako kritiko, pod vsako kritiko ravno ne, ampak pač ne uspeh, niti blizu. Mi smo dejansko 2-3 tekme pred koncem kvalifikacij že izgubili vse možnosti. Vemo pa, kaj se je Katancu, ki je še večja legenda kot on in kot igralec in kot trener, pa je bil v skupinah z Anglijo do zadnjega v igri, pa je na koncu šel kot nek zadnji, da ne rečem kaj, malo da ne brstne, je bil iz reprezentance, totalno poteptan. Ampak Matjaž Kek pa, ja, je mojster javnega nastopanja, Slovenci smo pa mojstri tega, da kupimo vse, ker nam servira prednost. Ne. Ja. Zdaj, kvalifikacije, ki so zdaj pred reprezentanco, so za Evropsko prvenstvo, ne, kako ocenjuješ skupino pa naše možnosti, tako kot si že rekel, nogometna zveza ni ravno rekla, da zagotavlja uvrstitev ali pa da je to tudi nek jasen cilj. Ja, upam, da bo zdaj v prihodnjih mesecih dobili bolj konkretna vprašanja, tudi strani nas novinarjev, o tem, kaj je zdaj cilj, ali je cilj, ker pa če v skupini skupaj z Dansko, ki je boljša od Slovenije, to ni dvoma, ni pa to Francija, ni to Italija, ni to te res vele sile, proti katerim mogoče lahko upaš na eno točko, pa boš vesel. Potem imamo Finsko, ki po nobenih kriterijih ni boljša od Slovenije, tam enega igralca ni, ki bi rekel, da je vsaj blizu tej vrhunski ravni, njihov ta najboljši strelec, ki je tudi že v letih Puki, igra v drugi angleški ligi in to je to. Mi imamo Šeška, ki upam, da bo, se pravi, čez 2 leti, ko bo Evropsko prvenstvo že top, res evropska smetana, imamo Jana Oblaka, imamo, kot sem rekel, Jako Biola, imamo recimo tudi Gnezdo Čerina, ki je vse boljši in njega bi mogoče izpostavil kot enega večjih plusov te nove reprezentance in to je seveda tudi Matjaževa oziroma Kekova zasluga. In pa imamo še kup fantov z ogromno izkušnjami, kot so Kurtič, Verbič, Stojanovič in pa še rezerviste, recimo od teh, ki zdaj stopajo v slovenski ligi, Timi Elšnik, recimo Vidovšek iz Olimpije. Jaz, če bi se zdaj Jan poškodoval, ne bi imel niti kančka strahu, da ne bi on opravil njegovo delo zelo dobro. Skratka, imamo ekipo tako, da če zdaj ne rečemo jasno, ja, cilj je in če ga ne bo nekdo odgovarjal, potem pa ne vem, kdaj bomo. Zdaj sem omenil še Finsko, pridemo pa še do zelo slabih oziroma najslabših reprezentanc. San Marino, uradno najslabša reprezentanca na svetu, Kazahstan, bo neugodno. V tistem Kazahstanu hladno, ampak vseeno je to reprezentanca, ki po nobenem merilu ne more priti na nivo Slovenije in pa, koga sem še pozabil, Kazahstan, San Marino,
No, zdaj se ne spomnim, še en Ja. slabši je. Enako. Ampak, Rok, saj predlagam, da na tej točki zaključiva. Najlepša hvala za tvoje današnje gostovanje v naši oddaji in res, bi rekel, obsežne in pa zelo poglobljene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj je Messi odnesel kanto iz Katarja, že 815. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj je prihodnost v digitalizaciji in internacionalizaciji družinskih podjetij. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.